Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Tudi v dneh tik pred volitvami v našem studiu gostimo kandidate, ki se potegujejo za funkcijo župana. Tokrat je z nami kandidat za župana občine Kranjska Gora, Franci Koražija. Dober dan želim. Dober dan tudi vsem občankam in občanom. Poglejte, smo tik pred volilnim molkom. Po eni strani sem vesel, da vas nehamo obremenjevati z našo politiko, kljub temu, da je to zelo pomembno, kaj se boste odločili v nedeljo, ki je tik pred zdajci in trka na vrata. Tako da bi danes se vam obrnil na vas zgolj kot Franci Koražija, kako jaz na to gledam. Morda bi podal še kakšno repliko na ta soočenja, ki so potekala na zadnje na Dovjem, ker vedite, da v 2 minutah ne moreš vsem vsega povedati, niti vsemu vsega odgovoriti. Jaz na to predvolilno kampanjo gledam nekako takole, da je zadeva zelo resna in zelo pomembna za našo občino. Nisem pristaš nekega kritičnega spopada na socialnih omrežjih prek Facebooka, sploh ne podpiram, da se avtorji pod neko kritiko ne podpišejo z imenom in priimkom. Čeprav je to legitimna pravica, ampak vseeno, če si toliko pogumen, da kritiziraš, bi se bilo dobro tudi podpisati. Je pa res, da včasih v teh kritikah je tudi dovolj resnice, je tudi dovolj nekih resnih argumentov, včasih je tudi pomislek, da se ta človek boji podpisati, ker se boji nekega revanšizma in škode, ki bi mu bila lahko povzročena. Če se jaz dotaknem tega političnega prostora, moram reči, da me Alpska lista me zadnje čase zelo navdušuje. Navdušuje me predvsem zato, ker so povzeli vse programe, ki jih je opozicija že dolgo let omenjala, ki si jih je želela, da se naredijo, in sedaj je tako rekoč obrnila ploščo in zdaj bi ona vse pred volitvami vse to naredila, začela to delati, vse te projekte speljala, čeprav vemo, da je imela 8 let časa, 8 let vladavine in seveda se ni pokazala taka, kot sedaj govori. Morda je to dobro, da je pokazatelj, da so spoznali, da so delali napake in da bi sedaj delali drugače, vendar jaz vseeno zagovarjam, če si usmerjen v neko smer, se jo držiš tudi pol in zagovarjaš svojo smer delovanja, tako da to vidim bolj kot zgolj kupovanje volilnih glasov. Kar se tiče recimo pol še enega drugega kandidata, ki pa prihaja samostojne liste, to je lista Blaža Knifica, pa nimam kaj dosti zagovoriti, ljudje so spremljali njegov program. Kar me je zmotilo, da kandidat ni imel toliko poguma, da pride na zadnje soočenje. A veste, župan se bo v svojem 4-letnem mandatu velikokrat srečal tudi z stvarmi, ko ne bo vse lepo in vse fino. Zdaj tukaj vsi nekako obljubljamo, kako bo čudovito, pa fajn, pa vsi programi, ampak vsi se zavedamo, da ko situacija začne resno teči, ko je treba resno delati, naleti župan in ekipa tudi na težave. Včasih je želja močna, da se nekaj spelje, pa so ovire morda nekje drugje. Tako da tudi takrat je treba znati stopiti pred ljudi, jim pogledati oči, razložiti, nič prikrivati podatkov in imeti pogum. Mene žalosti, da Blaž Knific ni imel poguma stopiti pred občinstvo. Zakaj ga ni imel, to je njegova pravica legitimna, morda celo misli, da je že toliko uspešen, da ne rabi pred ljudi pridati. Se pravi, to sta že 2 člana teh kandidatov, ki se jih bom danes dotaknil. Potem seveda tukaj prihaja Svoboda, ki jo pa vidim kot satelit Alpske liste, saj se sedaj Ena Girandon, ki je bila članica Alpske liste in pa seveda občinska svetnica, pojavlja na listi Svoboda, stranki Svoboda, kot kandidatka za županjo občine Kranjska Gora. Na soočenju na Dovju me je najbolj zmotilo, ko jo je gospa Henika Zupan, ki je prav tako kandidatka za županjo, vprašala,
o nekem primeru preveritve, katero vsi najbrž dobro poznamo, v Ratečah, to je gostinski objekt Ponca, kaj ona misli o tem. Gospa Ena Girandon je odgovorila, da s tem ni seznanjena. Tukaj me je zelo pretreslo, bi rekel, njen odgovor, ker je občinska svetnica. Vsi občinski svetniki in svetnice so dobili gradivo občinsko, v katerem je bila tudi točka preveritve v Ratečah tega objekta Ponca. In ona kot občinska svetnica reče, da ni s tem seznanjena, je en velik minus. Sedaj ali ne bere gradiva, kaj dobi na mizo, ali pa se je hotela spretno politično izogniti, kajti ta človek, ki je vložil to preveritev, je trenutno tudi na njihovi listi za občinskega svetnika. Tako da to mi tudi ni bilo v redu. Se pravi, to smo najdeli ta trojček, ki vedno deluje skupaj in mislim, da se tudi je namen tega, da se bojo povezvali in peljali še naprej tako politiko, ki jo je občinska uprava že izvajala. Koliko si to občani želijo, ne vem. Upam, da vidijo, da je potrebno narediti neke spremembe. Potem pa ostane recimo še četrti ta satelit, čeprav je to samostojna stranka, SDS, Bogdan Janša, ki seveda kandidira kot neodvisen, pa me tukaj včasih, ne vem, pri teh kolegih zmoti. Jaz sem pri socialnih demokratih in to nič ne zanikam, tudi nastopam kot predstavnik socialne demokracije in me niti ni sram in sem celo ponosen na to. Vem pa in se zavedam, če bom kot socialni demokrat izvoljen, bom delal tudi za občane, ki so naklonjeni SDS-u, NSI-ju, ki so neodvisni, ker pogledajte, zadeva je taka. Kot župan bo mogel delati za vse občane, ne glede na njihovo politično opredeljenost. In kot župan me ne bo zanimalo, kako je občan politično opredeljen, ampak me bo zanimalo, ali je njegov problem verodostojen in ali ga mi lahko rešimo kot občinska uprava in mu pridemo nasproti. Zanimalo me bo kvaliteta življenja vseh naših občanov in to je tisto osnovno, kar se mora na naši občinski upravi zgoditi in v naši občini seveda. Tako da tukaj gledam, da so se kar neki 4 sateliti oblikovali, ki si nudijo nek sopor, da bi pač v slučaju katerikolega satelita, nekega uspeha, bi se zgodila spet neka koalicija, ki bi morda nadaljevala z isto politiko, kot so jo vršili do sedaj. Potem pa ostanemo še nekako 4 kandidati na nasprotnem polu, to sem seveda jaz, gospa Henika Zupan, Tina Robič in še Robič iz Srednjega Vrha. Moram reči, da tukaj ljudje imajo neko priložnost, da izberejo nek nasprotni pol. Kdo jim bo najbolj ustrezal, ne vem. Morda pri gospe iz Živimo za našo dolino, se pravi Henike Zupan, mislim, če omenjam Heniko Zupan, morda imam samo pomisleke, ker Henika Zupan je bila pač dolgoletni direktor in je bila tudi povezana z VHS-om, tem komunalnim sistemom kanalščine in tako naprej. In tukaj imam pomislek, da v slučaju izvolitve Henike upam, da je toliko modra in pametna, da do tega ne bo prišlo, ampak te pomisleke so mi pač dali ljudje, ki so me ustavljali na cesti in so mi tudi kaj povedali. Se je pojavil pomislek, da pa v slučaju zmage tega pola, da bi pa mi spet dovolili neko spopadanje in vračanje nazaj v čase, ki so bili še v času Jureta Žerjava, kar pa za občino sigurno ne bo dobro. Občina rabi nek umirjen razvoj, rabi razvoj v smeri kvalitete življenja naših ljudi in se ne rabimo vračati nazaj. Seveda neke krivice, ki so bile storjene, jih moramo popraviti. In tukaj vidim, da bi bil najbolj nek tretji akter, ki bi lahko nastopil na tem političnem parketu,
ki bi vse te zadeve nekako umiril, ki bi bil nekako kompromisen do vsega, skušal najti najboljše rešitve. Jaz moram reči, da ta tožba, ki je potekala med Alpsko listo in to družbo VHS, morda po mojem mnenju niti ni bila potrebna. Zapravili se je veliko denarja, te sile bi mogli usmeriti v nek kompromis iskanja rešitev in ta denar, ki smo ga namenili za pravdanje, ki je celo segal, mislim, čez 1 milijon evrov, bi bilo že veliko na tej kanalizaciji narejenega, pa še morda ne bi bili toliko skregani. Tako da vedno sem človek, ki bo iskal kompromis v občini, ki se bo posvetoval tudi z ljudmi, ker mi zelo pomeni signal iz ljudstva, kako oni gledajo na te stvari in seveda potem pa meni in ljudstvu pripeljal v support neko stroko, ki bo temu dala neka mnenja. In če bojo to še vedno dvomi, bomo iskali stroko še širše. Tako da to je nek oris te politične situacije, je pa tako, teh obljub v predvolilnem času je bilo ogromno. Žal je ta politika tako narejena, da ko pride volilni čas, vsi vse oprek obljubljajo in prirejajo te shode, štante, stojnice, ne vem kaj vse temu rečejo, ampak poglejte, tudi naša stranka po Sloveniji v večjem delu koristi te stojnice in se predstavljajo na ta način. Jaz kot nek samostojen kandidat, kot človek, na to nikoli nisem gledal prav pozitivno. Ker ponovadi pol tistih ljudi 4 leta, če se seveda nisem v teh krogih sukal, jih niti nisem več srečal. Zato mi v naši stranki v Kranjski Gori se nismo odločili za te stojnice, šli smo med ljudi, šli smo na teren, šli smo tudi v razne lokale, seveda tam nismo pili alkohola pa popivali, ampak smo šli na kakšno kavico, čaj, se z občani pomenili in to je bil naš pristop do tega. Ne vem, jaz imam še zmeram neko negativno konotacijo do teh štantov in pravim, se ljudje konec koncev volijo župana, ne branjevko. Tako da tega se mi nismo posluževali, šli smo na teren. Moram pa povedati, da se me je najbolj dotaknil včerajšnji teren, ko sem obiskal dom Viharnik, to je dom za ostarele. Ko sem vstopil v dom, sem začutil neko toplino, v domu neko urejenost, se pravi, dobil sem vtis, da je za naše občane, ki zaključujejo svoj življenjski ciklus, nekateri, jaz upam, da bo še mnogo let lahko tam kot oskrbovanci, da se tam počutijo v redu, da jim je nudeno vse, da imajo servis, da so na toplem, da imajo pomoč medicine, da imajo strokovne službe, da imajo socialno delavko, da imajo svojo sobo, morda da so z nekom v sobi, se dogaja tudi, da sta tudi mož in žena, da se odločita, da se izbereta v fazi nekega življenja tak servis in da sta skupaj v sobi in to je čudovito. Ampak, ko sem tam potem govoril socialno delavko in ko smo razdelali neke stvari, ta sistem mi je tudi zelo poznan, najprej sem ugotovil, da je ekonomsko to zelo visoka cena, da so ti naši oskrbovanci tam. Seveda zato tudi dobijo neko storitev. Bojim se zdaj nekih podražitev zaradi energetske krize in te vojne, ki je prisotna v Ukrajini. In seveda to se pol vse prevali na oskrbovanca. Oskrbovancu po zakonu pripada tam nekaj čez 100 evrov, mu mora od pokojnine ostati, ostalo razliko med pokojnino in oskrbnino v domu, mislim, da je najnižja tam 840 evrov, pokrije družina in seveda družina mu tudi da kakšno žepnino in skrbi za starše, kar je lepo in mislim, da bi to moral biti nek sistem, ki ne bi smeli ljudi opozarjati, ampak da bi se otroci zavedali, danes bom jaz za očeta, on je za mene, ko sem bil otrok in tako naprej. Ta ciklus ne bi tekel normalno. Pojavi se pa problem pri ljudeh, ki nikogar nimajo, ki imajo slabo pokojnino in potem, a veste, že tako je osamljen, nima svojcev, nima nikogar in tam sem videl, je kavica €20
In se mi je zdelo to zelo visoka cena napram tega, da imajo te ljudje tistih 100 evrov, ki jih lahko zapravijo skozi mesec, pa si mora najbrž telefon plačati iz teh stvari, kaj si mora še dokupiti, klej tudi osebna higiena, ali ste zobna pasta in tako naprej. In na koncu mu zelo malo stane za to kavico. Pa mi je socialna delavka odgovorila, veste, sej mi vsak dan skuhamo kavico. Poglejte, to je čudovita zadeva, ampak človek, ki je delal 40 let, ki si je zaslužil neko pokojnino in danes to pokojnino je poteptano njegovo dostojanstvo. Dostojanstvo, ko si ne more privoščiti €20, da bo neko sostanovalka ali pa sostanovalca rekel, danes pa jaz plačam kavico, a bo kavico spila. Čeprav imate zastonj. Ampak to je človeško dostojanstvo, ko se človek želi nekaj narediti, neko gesto, morda ima socialna delavka rojstni dan in bi rad kupil eno rožo, pa jo ne more. Zato, ker z njim lepo dela, ker je prijazna in mu vse ustreže v domu, kar ona rabi. In to so tiste stvari. In to so stvari, ki mene tudi v občinskem sistemu zanimajo, dostojanstvo do sočloveka. A veste, jaz vam lahko teh programov naštevam še in še, ampak mene, mislim, da bi me mogli ljudje bolj kot osebo, kot mojo notranjost spoznati. Sem zelo socialen človek, sem tudi človek, ki ima ljubi demokracijo. In uvirati nekoga pri njegovih svoboščinah nikoli ni bil moj namen. Spoštujem vsako politično opredelitev, vendar ne spoštujem pa, kadar smo žaljivi drug do drugega. Konec koncev nas je tukaj v občini 5000 in še nekaj in tako mala občina. Če ne bomo znali skupaj sodelovati, če ne bomo znali teh zidov in preprek podreti in se približati drug drugemu in pogledati, kje si lahko pomagamo, tudi pohvaliti nasprotno konkurenco z političnega pola, kadar kaj dobrega naredi, to je nek uspeh in ključ, da bomo v naslednjem mandatu naredili neke temelje, neke spremembe, kako delovati v naši občini. Potem so tukaj še društva, ki jih ni malo in prostovoljce sem vedno visoko spoštoval, ker sem tudi sam izviram iz teh vod, sem mnogo let pustil prostovoljstvu. Tako da bi rekel, to je nekako moj oris programov, se danes namenoma nisem hotel dotikati. Poglejte naše nastope, naši programi so tudi objavljeni, mislim, da danes so celo prišli v poštne nabiralnike, vendar to je vse suhoparno in kratko in jedrnato, veste, to je telegramsko. Se pa prizadevamo, da naredimo spremembe in če občani mislite, da so spremembe dobrodošle, sem vam tukaj na razpolago. Vendar bom spoštoval kakršnokoli odločitev volivcev in pravim, dobro, da je ta sistem tako demokratično urejen, da so na 4 leta volitve. Toliko sem mu zapovedati o teh zadevah, pa hvala, ker ste me poslušali. Ob koncu seveda še povabilo, naj se v čim večjem številu občanke in občani udeležijo prihajajočih volitev. Ja, povabilo, seveda, poglejte, jaz vas zdaj vabim na volitve, ne glede na to, koga boste obkrožili. Volitve so en demokratičen proces, ki bi moral postati nuja. Saj vi občani in občanke se odločite, kakšnega vodjo boste imeli v naslednjih 4 leta. In zato je prav, da vsi v najvišji možni številki odidete na volitve in izrazite svojo voljo. Tako da vabljeni v nedeljo, pridite in obkrožite tistega kandidata, ki se vam zdi najbolj suveren. Je pa res, če ste v meni videli neko pozitivo, če ste videli, da lahko prinesem dobre spremembe v našo občino, me pa najdete pod številka 5 in verjamem, da bo to odlična odločitev za našo občino. Hvala. Hvala lepa tudi za obisk v našem studiu in seveda v nedeljo želim srečno na volitvah in vse dobro. Hvala, Karmen. Naš gost je bil tokrat kandidat za župana občine Kranjska Gora, Franci Koražija. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje.